Minister Gašperšič si je ogledal potek del v projektu nadgradnje železniške proge med Celjem in Zidanim mostom. Onesnaženo zemljino pri vrtcu Hudinja bo saniralo podjetje Voc. Za prenovo vhodnega portala na celjsko sejmišče 550 000 evrov. Rokometašice celjskih Mesnin v novo sezono s precej spremenjeno zasedbo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, še zadnjič v tem delovnem tednu lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Danes se je na delovnem obisku v Celju mudil minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Na železniški postaji Celje si je ogledal potek obnovitvenih del, ki sodijo v sklop projekta nadgradnje železniške proge med Celjem in Zidanim mostom. Celotna vrednost projekta znaša dobrih 280 milijonov evrov, od tega je 90 milijonov evropskih sredstev. Nadgradnja postaje v Celju naj bi bila zaključena do aprila prihodnjega leta, vsa dela na omenjenem odseku pa do avgusta leta 2020. Namen ministrovega obiska je bil, da si ogleda gradbišče v Celju oziroma doslej opravljena dela, ki povzročajo tudi nekaj nevšečnosti za potnike, ki tako po večini čakajo na prevoz, ki iz smeri Zidanega mosta praviloma zamuja, tako kot pred desetletji, pod milim nebom. Dela vidim, da so intenzivno v teku in se po planu končujejo proti koncu leta in potem še sama zaključna dela, torej v začetku naslednjega leta, tako da bo železniška postaja v Celju posodobljena. Z domačim županom sta spregovorila tudi o drugih infrastrukturnih projektih v mestu. Zlasti me je opozoril na problematiko tranzita skozi staro mestno jedro in s tem v zvezi z določenimi pobudami za reševanje tega problema, tako da bi se torej promet, ta predvsem tovorni tranzitni promet med Laškim in Celjem preusmeril čim prej na tako imenovano rečemo vzhodno obvoznico. Tako da tukaj smo se dogovorili, da to navezavo skušamo umestiti v prostor v okviru državnega prostorskega načrta za tretjo razvojno os v osrednjem delu, oziroma proučila se bo tudi morda možnost, da bi se to hitreje reševalo preko OPPN-ja. Dotaknila sta se še nekaterih drugih tem. Od samega križanja obeh glavnih državnih cest v Celju, kjer se bo proučila možnost reševanja z krožnim križiščem. Nekaj smo se pogovarjali tudi še o projektih kolesarskih povezav. V letošnjem letu se bo predvsem intenzivno delalo na kolesarski povezavi Celje-Laško, predvidoma Nova Brod čez Savinjo in potem del trase proti Celju, upam, da tudi čim prej potem preostanek trase proti Laškemu. Dodajmo, da ima Slovenija do konca aktualne finančne perspektive za posodobitev železniškega omrežja na voljo 1 milijardo evrov. Sanacijo onesnažene zemljine na območju vrtca Hudinja bo izvedlo podjetje Voc Celje. Izvajalec del je bil v delo uveden včeraj, sanacijo pa mora končati v 20 dneh. Pogodbena vrednost del znaša dobrih 128 000 evrov z davkom na dodano vrednost. Izvajalec del bo najprej s strojnim izkopom odstranil vrhnjo plast zemljine v debelini od 50 do 60 cm. Ves izkopan material bo odpeljan na gradbišče nasipa severne vezne ceste, kjer se bo zemljina začasno skladiščila na ločenem kupu do odvzema vzorcev za izvedbo ocene odpadka, ki jo bo izvedlo podjetje Eriko iz Velenja. Na odkopani teren bo izvajalec del položil geotekstil, nanj plast drenažnega tampona v debelini okoli 20 cm, na to plast pa ponovno geotekstil, s čimer bo onemogočen povratni kapilarni transport težkih kovin iz spodnjih plasti v zgornje. Na tako urejeno podlago bodo nasipali čisto zemljino v debelini 30 cm, ki jo bodo zatravili s travnim tepihom. Na celjskem sejmišču so se pred jubilejnim 50. mosom odločili za prenovo vhodnega portala na sejmišče. Ta se je že začela, dela pa naj bi zaključili do konca avgusta. Vstopu na sejmišče želijo dati sodobnejši videz, prenovili pa bodo tudi avlo upravne stavbe in ploščad pred njo. Za naložba bo družba Celjski sejem odštela 550 000 evrov.
Obstoječa podoba vhoda na celjsko sejmišče je stara več kot 20 let, zato pravijo, na celjskem sejmu je bila prenova nujna. Ta vzhodni portal, vključno z upravno stavbo, je star 23 let, je bil leta 1994, tako da po tem času že potrebuje rahlo obnovo. Še posebej okolica, ker je zaradi vlažnega terena prišla kar do precejšnjega posedanja, je bilo praktično nujno, da jo saniramo. Vse skupaj bomo tudi malo polepšali še za 50. jubilejni most. Dela zdaj že intenzivno potekajo. Celotno naložbo, vredno dobrega $500 000, bodo tako zaključili čez mesec dni. Narejena bo ta okolica tega vhodnega portala, potem vhodna vrata bodo prišla nova, del fasade in pa ta vhodna avla. Vse bo imel nekako, ne sicer novo obleko, ampak novo kravato, recimo temu, no. Z novim vhodom in novo lokacijo blagajn bodo obiskovalce prvič na sejmišče povabili med 12. in 17. septembrom, ko se bo tam odvijal letošnji 50. jubilejni sejem obrti in podjetnosti MOS. Ta prinaša nekaj sprememb. Letos so še posebej izpostavili področja, ki jih pokrivajo. Ugotovili smo namreč, da precej ljudi, ki že dalj časa ni obiskalo MOS-a, si sploh ne predstavlja več, kar MOS danes ponuja. Predstavljajo si, da je most tisto, kar je bil 15-20 let nazaj, se je po tem času bistveno spremenil, tako da danes je most namenjen predvsem tistim, ki gradijo, obnavljajo dom, ki kupujejo avtodome, načrtujejo počitnice, ki iščejo razne poslovne kontakte, stike. Tako da s tem razdelitvijo na 5 področij smo dejansko želeli povedati, kaj most sploh danes je, zakaj se ga splača obiskati, kaj lahko obiskovalci tukaj vidijo in pričakujejo. Novost bo tudi prva država partnerica, to bo letos Hrvaška. Država partnerica letošnjega 50. MOS-a je Republika Hrvaška, ki bo imela svojo razstavno dvorano, poleg tega pa bo veliko še teh spremljajočih prireditev, srečanj, ker bo tudi Hrvaška precej udeležena. Zanimanje razstavljavcev je podobno kot lani, pravijo na celjskem sejmu. MOS bo tako znova eden največjih sejmov v regiji. Rokometašice celjskega ženskega rokometnega kluba z dežele bodo s pripravami na novo sezono začele v ponedeljek 7. avgusta. Po koncu lanske sezone je bilo zelo živahno, predvsem v klubskih pisarnah, saj je ekipa doživela veliko kadrovskih sprememb. Pija Hren in Nikita Privšek sta Celje zamenjali za Zagorje. Dokončno se je od celjskega dresa poslovila tudi Alja Janković. Ja, mislim, da bomo zelo dobro zamenjali igralke, tako da ciljamo na drugo, tretje mesto v državnem prvenstvu. Prišla je Lara Hrnčič iz Krima, prišla je bivša reprezentantka Katja Čerenjak, iz Maribora pride Trobas Barbara in pa iz Ptuja Selinšek Barbara. Tako da mislim, da imamo tudi od zadnji dosti dobre punce, da bojo zelo dobro nadomestile te punce, ki so odšle. Imamo tu 2 reprezentantke, ki mislim, da bo igrale vidno vlogo na tem evropskem prvenstvu. Tako da ekipa bo dobra, trenerja imamo dobrega, tako da gremo. Luknje v igralskem kadru so v Celju na hitro zakrpali. Mislim, da smo že dokončno se dogovorili še z Alesijo Udovič iz Ajdovščine. Je mladinska reprezentantka, velika 184 cm, levi bek, tako da potem smo pa to mi zaključili in je treba začeti trenirati in ekipo komponirati, da bo šla na zmage. V celjskem taboru pa si v novi sezoni želijo visoko, boj za najvišja mesta. Ja, sigurno, da si želimo. Mi smo lansko leto, ko smo s Sebastianom prišla v klub, mislim, da naredili eno dobro zgodbo. Bili smo 3. v državnem prvenstvu, bili smo 2. v pokalu, organizirali smo pokal, organizirali smo 2 tekme državne reprezentance, tako da imamo sigurno visoke ambicije in sigurno je cilj 2. ali 3. mesto v državnem prvenstvu, pa finale pokala. V zaključku pa so sicer priprave na Evropsko prvenstvo deklet do 19 let, ki ga bo Celje gostilo od druge polovice prihodnjega tedna naprej. Dvorane se pripravljajo, tako da do ponedeljka bojo vse dvorane pripravljene in čakale četrtek, da otvorimo prvenstvo in da se pač začne. Tekme Evropskega prvenstva bosta gostili dvorani Zlatorog in dvorana Golovec.
Jutri bo večinoma sončno, popoldan ali zvečer bo nastala kakšna vročinska nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Do ponedeljka bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. V nedeljo bo precej jasno in vroče. Popoldne ali zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji možne vročinske nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Toliko tudi o poletnem vremenu. Lepo se imejte, izkoristite prijetne trenutke in bodite z nami tudi v ponedeljek. Nasvidenje.